25.11. po kristjanskem koledarju 2011, Toš direkt. Tokratna tema: datum modrosti. Lokacija: Republika Slovenija, Štajerska, mestna občina Ptuj, mesto Ptuj, osnovna šola Ljudski vrt. Spoštovano občestvo, 25. maja se je v Jugoslaviji, SFRJ, Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, obeleževal dan mladosti. Takrat so pionirji postali mladinci in mladinke, pionirji in pionirke postali mladinci in mladinke, in takrat se je zanje začel nek nov zagon v življenju. 29. novembra se je v Jugoslaviji zgodil sprejem med pionirje. In ker sedaj Jugoslavije ni več, kar je slamot neke treme, konstruktivne treme, sem se odločil, da bom pionirsko zaprisego, ki smo jo takrat dali kot pionirji, pionirčki, modificiral in obnovil. Obnovil jo bom na datum modrosti. Sedaj, ko Jugoslavije ni več, naj bo 25. maj datum modrosti. Pionirska zaprisega, ki je v svojem osnovnem sporočilu zelo pomembna za razvoj zdrave duševnosti, pa je modificirana in se glasi: le kdor se uči, bo kaj znal. In kdor bo kaj znal, bo lahko služil domovini. Učite se, učite se, učite se. Znanje je bogastvo. Danes, ko obnavljam pionirsko zaprisego, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše, učiteljice in učitelje, da bom zvest in iskren prijatelj, ki drži svojo obljubo, da se bom ravnal po vzgledu najboljših pionirjev in ljudi, da bom spoštoval slavna dejanja človeštva in vse napredne ljudi sveta, ki žele svobodo in mir, da bom ljubil svojo domovino in svet in ustvarjal življenje, bivanje, polno radosti in sreče. Ko smo postajali pionirji, je to bil zelo, zelo pomemben dan in pomembno nam je bilo, kako ga v bistvu preživimo. Pri meni se je videlo, da sem se dejansko vživel, zato tudi tisto zatikanje besed, ki kaže na zavedanje o pomembnosti dogodka. Sam trdim, da je z razpadom Jugoslavije stekel nek tok dogodkov, ki eliminira tudi tiste dobre elemente tega sistema, in mladina, ki se socializira v trenutni samostojni Sloveniji, zaradi tega, ker nima zadostne moralne opore, etične moralne opore, ne more v teh fazah socializacije, v katerih se nahaja, pač ne gre zgolj za eno generacijo oziroma en letnik, ampak več letnikov, ne more graditi struktur osebnosti in samih osebnosti, ki bi vsebovali dejansko te ideje o svobodi in miru. V tej naši družbi se nekako mir povezuje z zvezo NATO, ki pa dejansko po svetu seje vojne. Svoboda pa je nek pojem, ki si ga pod vplivom tujega kapitalista, ki ti da delovno mesto in preseli proizvodnjo, ko si mu predrag, izgubi nek pomen, kaj sploh svoboda je. In treba je postati moder, treba je ustvarjati modrost, da se spoji vse te ustrezne filozofske nagibe preteklosti, od časa Avstro-Ogrske, pa še prej, rečimo še prej, vse, kar je doslej nastalo pametnega, v tisto novo zavest, ki bo človeku omogočala dostojno življenje. In prva faza naj bo sestavljena iz odmika od norosti, kajti v tem trenutku oziroma v tem obdobju se dogaja nek proces, ustvarja neka struja, kjer se skuša celoten socializem prvič v Jugoslaviji predstaviti kot komunizem, nekaj takega, kot je bilo v Rusiji na Poljskem. Po drugi strani se pa mlado generacijo
uči, sedaj ne bom dejal, da v šolah, ampak nekako z komentiranjem, češ da je bilo takrat vse slabo. Prvič, to ni res, drugič je pa težava ta, da smo ljudje, ki smo takrat živeli, se socializirali, svoje osebnosti gradili v skladu s tisto doktrino, dejansko smo si želeli svobodo in mir, in če se danes ustvarja neka struja, neko mnenje, nagib, da je takrat bilo vse slabo, avtomatsko to pomeni, da so naše osebnosti slabe, zato ker človek se razvija skladno z družbo, v kateri živi, skladno s sistemom. In to je zelo velika bolezen te Slovenije, ki se utaplja v kriminalu, v zunanjem zadolževanju, ki si ne prizna realnosti in misli, da je spoštovana v svetu, da v bistvu nažira samo sebe s tem, ko iz preteklih obdobij, ki pomenijo, če že ne temelj, pa pomenijo zgodovino, preteklost, negira tudi tisto, kar je bilo konstruktivno in smiselno. Dobro, sistem socializma ni preživel, to sedaj ne moremo trditi, da obstaja tukaj in zdaj in da se ga udejanja, sistem se je spremenil, ampak to ne more pomeniti v bistvu dovolj zadostnega argumenta, da se celoten sistem negira in da se celoten sistem predstavi kot nekaj slabega.